Prišlo je do obrata vrednot in mislim, da je trenutno vrednota in prednost sta organiziran kriminal in korupcija v zdravstvu. Vse ostalo je podrejeno temu. Vse to lahko vidimo, to lahko vidi vsak človek, ki gre v katerokoli našo zdravstveno ustanovo, še posebej v našo največjo, torej Univerzitetni klinični center. Tam je vse popolnoma enako. Sam trenutni minister Aleš Šabeder je povedal, da je oprema 80% iztrošena. Če ste kot bolnik v tisti skoraj zgleda kot zaporniška halja na posteli, ki škripa in je iz verjetno časov Janeza Zemljariča, hodite naokrog v poceni kitajskih natikačih, poleti pa umirate v lastnem znoju, zaradi tega, ker pač ni urejena klima, potem verjetno vi kot bolnik ali pa svojci veste, da je to, kar govorimo zdajle, oziroma to, kar ste me vprašali, in moj odgovor, da je to res. Kaj storiti, da bi se to vrstne razmere spremenile? Pravzaprav vsaka pobuda v tej smeri vedno izzveni kot boj z mlini na veter. Se vam zdi sploh možno, da bomo na tej ravni naredili konkreten korak naprej in ponovno začeli v zdravstvu skrbeti za dobro pacientov? Torej, jaz mislim, da moramo najprej kot država se modernizirati in iz 20. stoletja stopiti v 21. stoletje. Jaz mislim, da moramo ljudje od svojih politikov, in tukaj ne gre za kateri politični opciji pripadate, ker pač zdravstvo se dotika na koncu koncev vseh, moramo od politikov zahtevati, da modernizirajo državo, da država postane dober servis državljanom, ne pa nek novodobni fevd, nekaj 100 pokvarjenih kriminalcev, ki v javnem sektorju kradejo toliko milijon, ostalih skozi svoje življenje in delo in trud ustvari. To je prva stvar, se pravi, nekako v skandinavskem smislu moramo dojemati državo. Potem moramo modernizirati zdravstvo. To pa lahko naredimo samo tako, da ukinemo ta organiziran kriminal, da se znebimo zdravniško-dobaviteljske mafije, da znižamo cene vseh zdravil, pripomočkov, naprav, storitev na nivo referenčnih cen Evropske unije in da vrnemo privarčevan denar nazaj v zdravstvo za modernizacijo, za bolnike, za boljše plače. To tudi je mogoče včasih se sliši v slovenskih razmerah heretično, ampak medicinske sestre za moj okus nimajo plač, imajo mezde, zgarane. In pa seveda v raziskave in razvoj. Samo tako bomo zdravstvo modernizirali, ga naredili prijetnega za zaposlene in bolnike, varnega in postavili medicino slovensko spet na zemljevid sveta. Omenili ste nujnost odprave korupcije, znižanje cen medicinskih pripomočkov. Če tu pogledava vašo konkretno izkušnjo, odigrali ste pomembno vlogo pri znižanju cen žilnih opornic, ki jih je Slovenija krepko, tako rekoč vrtoglavo preplačevala. In kaj ste dobili za to v zahvalo? Pravzaprav je izkušnja skoraj da neverjetna. Torej, moram povedati, da seveda nisem bil sam pri tem. Na začetku to je javno tudi znano, to začela s profesor Markom Nočem. Kasneje se je pridružilo nekaj medijev, nekaj novinarjev, ki se jim tudi še enkrat javno zahvaljujem. Kasneje pa je recimo na nek način zapečatila to zgodbo preiskovalna komisija Jelke Godec, ker morate vedeti, da vmes so seveda bili poskusi ponovnega zvišanja cen na prejšnji nivo, ker apetiti te mafije zdravniško-dobaviteljske so neizmerni. Seveda smo na ta način prišparali kliničnemu centru, to je priznal tudi gospod Simon Vrhunec javno, 2,5 milijona evrov letno, vendar morate vedeti, da to samo teoretično, ker so ta denar seveda zlili v naslednjo črno luknjo in zaradi tega na interni kliniki recimo ni bilo nič novega. Zdaj, če gledamo vsako leto, bi lahko rekli, da smo s tem prišparali vsaj teoretično okrog 10 milijonov ali več. V zahvalo seveda pa nisva z Markom Nočem dobila nobene zahvale, noben se ni zahvalil. Njega so strokovno ovirali, kot veste, lansko leto tudi odvzeli raziskovalna sredstva iz programa, ki ga je gradil skoraj vso kariero. Jaz sem mogel iti v tujino, ampak v danih pogojih seveda sem šel z veseljem. Zdaj, na koncu pa, kot javnost tudi ve in sem tudi povedal, me je trenutni minister, prejšnji direktor,
za katerega bom še enkrat povedal, mislim, da seveda to niti eno, niti drugo mesto nikoli ne bi smel zasedati, iz užaljenosti, ker ga pač javno pravzaprav provociram, kaj bi mogel narediti, česa ni naredil, toži za, mislim, v imenu kliničnega centra, niti ne zasebno, to je precej strahopetno in porablja za to davkoplačevalski denar za 100 000 evrov, z recimo glavno nitjo te tožbe, da sem bil žaljiv do ustanove, pri čemer bi zaključil s to mislijo, da ne glede na to, kaj rečemo o tej ustanovi ali posameznikih, ne more biti nikoli tako žaljivo, kot je žaljivo samo dejstvo, da se v UKC Ljubljana masovno krade davkoplačevalski denar preko prirejenih razpisov, preko predragih nabav in da se uničujejo medicinske stroke, kot smo lahko videli v primeru otroške kardiologije. Kako presekati ta gordijski vozel? Kaj dejansko narediti? Bo dovolj na začetku zaveza politike, da bo začela drugače ravnati tudi na tem področju? Ne, tako kot sem že prej, mogoče nisem dokončal misli, najprej moramo ljudje zahtevati od politikov spremembe, ne samo poslušati všečne besede o tem, kako bojo v naslednjem mandatu skrajšali čakalne vrste, in potem morajo politiki narediti dve stvari. Prvič, se morajo zavedati, da se morajo čim prej umakniti iz stroke, in drugič, preden se umaknejo iz stroke, morajo zagotoviti ničelno toleranco do korupcije, ne samo, da je to knedelj, ki se svaljka po recimo ustih prejšnje ministrice. Ukiniti je treba organiziran kriminal in korupcijo, eliminirati je treba zdravniško-dobaviteljsko zavarovalniško mafijo in, kot sem rekel, ta denar vrniti nazaj za modernizacijo zdravstva. V bistvu je v samem zdravstvu treba potegniti kar nekaj pomembnih ločnic, spremeniti marsikaj, naj si gre za vodenje zdravstvenih zavodov, za dostopnost oziroma, če rečemo konkretno, za odpravo čakalnih vrst, ki so danes tako rekoč dobesedno življenjsko ogrožujoče na prenekaterem področju. Kaj menite? Tovrstni predlogi so bili pripravljeni pravzaprav že nemalokrat, zgodilo se ni nič. Menite, da je zdaj res napočil čas, da lahko pričakujemo tovrstne spremembe? Ne vem, če je napočil čas, ne vem, kdaj bo do tega prišlo, ne vem, kdaj bo prišlo do preloma. Je pa potrebno seveda najprej vzpostaviti novo hrbtenico vodstveno v zdravstvenih ustanovah. Te, ki trenutno vodijo zdravstvene ustanove, so bolj ali manj lutke zdravniško-dobaviteljske mafije, ta jih nastavlja, ta jih odstavlja, nimajo nobenih pooblastil, ker če bi jih že imeli, bi v 28 letih zdravstvo bilo nekje drugje, kot je danes. Privarčevan bi bil denar, zdravstvo bi bilo moderno. To pa pomeni, da moramo imeti na teh mestih kompetentne ljudi, ne bivše direktorje čevljarskih, hortikulturnih podjetij, strojne inženirje in podobno. Ti ljudje morajo imeti absolutno podporo v politiki. To pomeni, da lahko vlečejo poteze, kakršne koli želijo, in za njih tudi odgovarjajo. To pomeni, da imajo možnost nagrajevanja, možnost kaznovanja, česar pa danes ni. Kaj pa vloga bolnikov, vloga pacientov, javnosti? Pogosto se človek sprašuje, kako to, da nekdo, ki v Sloveniji zboli in teh ljudi ni malo, da je pripravljen zdržati toliko, čakati tako dolgo in morda v tem času celo izgubiti življenje. Poglejte, verjetno to izhaja iz prejšnjega sistema, ne? Ljudje imajo še danes na nek način sprane možgane, ljudje se še danes bojijo nekih posledic, čeprav se ob enem ne zavedajo, da pravzaprav se je sistem spremenil. Bojda živimo v demokraciji, in bojda v svobodni in državi, ki nam tudi z ustavo zagotavlja vse te pravice in svoboščine. Ljudje bi se mogli zahtevati, da lahko zahtevajo. Recimo vam povem izkušnjo iz Velike Britanije, tam je popolnoma obratna situacija. Tam se bolniki ne bojijo zdravnikov, pač pa obratno, tam se zdravniki bojijo bolnikov, zaradi tega, ker ima vsaka ustanova pisarno, kamor se bolniki lahko pridejo uradno pritožiti, čez imenovanega zdravnika, medicinsko sestro, drugo osebje, in če je preveč pritožb, takega človeka odpustijo. Pri nas se nikoli nobenemu nič ne zgodi, nikoli noben za nič ne odgovarja, tako na nivoju države, kot seveda na vseh nižjih nivojih, tudi v zdravstvu. Zdravniki pa, kot vemo, smo na nek način bogovi v belem, odločamo o življenju in smrti, včasih dobesedno,
in imamo zato tudi neko moč, ki jo pravzaprav ne bi smeli imeti, če bi delovali ustrezni nadzorni mehanizmi. Pa se vam zdi, da bo spopadanje z mafijo, ki je v slovenskem zdravstvu zelo na gosto prepredla korupcijsko mrežo, uspešno? Si bodo tisti, ki naj bi to naredili, to tudi v resnici drznili narediti? Poglejte, še enkrat, ko bodo ljudje od politikov zahtevali in bojo to morali narediti, sicer ne bodo ponovno izvoljeni, bodo dali nekomu, jaz ne vem komu, ne vem kdaj, moč, da bo izpeljal spremembe. Sprememba je pa po mojem zelo preprosta. Če smo lahko gledali, kako je Milojka Kolar Celarc napisala interventni zakon, ki je po mojem in še mnenju drugih v bistvu nedovoljena državna pomoč bolnišnicam, ki je vrgel tej mafiji 136 milijonov evrov davkoplačevalskih. Zakaj to pravim? Zato, ker decidirano v zakonu piše, da se da lahko izključno za poplačilo dobaviteljev, ne iztrošenih opreme ali pa postelj ali pa jaz ne vem kaj, potem lahko naredimo tudi nekaj drugega. Lahko spišemo interventni zakon, ki bo zahteval takojšnje znižanje vseh cen na nivo referenčnih evropskih, recimo skandinavskih, nemških, in potem ne bo nobenega izgovora. Če dobavitelj ne bo znižal cene, bomo šli pač kupiti na prosti evropski trg. Sej to ni, če smo prišli na Luno, se da tudi to speljati. Pobuda zdravnikov, ki ugotavljate, da pravzaprav preprosto ne morete vsaj v slovenskem prostoru delovati več v skladu s svojim etičnim poslanstvom, profesionalno in z zavezanostjo bolniku in kakovostnemu varnemu zdravljenju, ste zdaj povzdignili glas. Kaj sledi? Posamezniki ta glas povzdigamo že nekaj let. Mislim, da od nas verjetno dr. Brecelj, vsaj kakor se jaz spomnim, že najdlje. Zdaj, ta današnji dogodek na Zdravniški zbornici bi prvič rad pozdravil in se tudi zahvalil predsednici Zdravniške zbornice. Mislim, da je to kar pogumno dejanje, ker je pač dogodek precedenčen. Zbral bo ljudi, mislim, da nas je 11, ki smo vsak svojega zornega kota nekako v zadnjih verjetno 20 letih, kar se mene tiče 7, opozarjali na napake na različnih nivojih, eni v nabavah, drugi v ureditvi sistema in organizaciji in tako naprej, bomo danes izrazili neko mnenje. To, ki bo 11 mnenj, nismo se nič usklajevali naprej in bomo videli, kaj to bo. Vsekakor bo pa precedenčen in prvi tak dogodek, ki upam, da bo prerastel mogoče za neko prehodno obdobje 1- do 2-dnevno srečanje enkrat letno, kjer bomo te stvari lahko bistveno bolj konkretno predebatirali. Pa ste, recimo, kar se tiče vaše profesionalne poti, kariere, pripravljeni priti nazaj v Slovenijo in ponovno začeti delati tu kot zdravnik, seveda v drugačnih okoliščinah, v drugačnih razmerah? Ne, mislim, da ne. Zdaj, jaz sem šel iz Slovenije oziroma iz kliničnega centra, zaradi tega, ker v tistem času nismo mogli pravzaprav niti strokovno napredovati, niti peljati nekih projektov, ki smo jih začeli, nekih strokovnih srečanj, imeli smo ideje o določenih izobraževalnih platformah in tako naprej. Skratka, vse, kar je kdo ven pogledal, so porezali. Zdaj, jaz mislim, da ti ljudje so še vedno tam in so premladi in bojo predolgo z isto miselnostjo, da bi recimo lahko nekdo z neko drugačno vizijo vstopil noter in ponovno zagnal. Mislim, da je tukaj to to obdobje prav v konkretno intervencijski kardiologiji najboljših, najlepših 15 let razvoja intervencijske razvoja, torej stroke, ki ga je takrat nekako dominiral in še danes na nek način ima vpliv Darko Zorman, je bilo narejeno ogromno škode in to je praktično, mislim, da nepopravljiva škoda. In čeprav imam informacije in čeprav slišim, se tak modus operandi tudi trenutno nadaljuje, tako da tukaj ni upanja, vsaj moje stroki ne.
Že prej ste omenili primer otroške srčne kirurgije. Lahko morda v tem trenutku potegneva vzporednico s tem konkretnim primerom. Kaj je pravzaprav pokazal, kaj je dokazal, v bistvu nič dobrega, vsaj za paciente, ne? Zdaj, pri otroški problematiki, otroških srčnih bolezni morate razumeti, en vidik je otroška kardiologija, to je internistični del, drug vidik je otroška kirurgija. Zdaj, otroška kardiologija ni tako dolgoročen problem, kot je otroška kirurgija, ki se vleče že od leta 2004 in ima svoje vzpone in padce. Problem otroške kirurgije v Sloveniji je po mojem nerešljiv. Iz preprostega fizičnega in objektivnega dejstva, da smo premajhni in je premalo teh bolnikov s prirojenimi srčnimi napakami, recimo na leto je preprosto premajhno. Če jih govorimo o številki 100, moramo vedeti, da to ni 100 istih bolezni. Govorimo o skupini bolezni in vse skupaj je 100, kar pomeni, da je jasno, da nek kirurg, ki pa rabi recimo 200 operacij ponovitev na leto, fizično nemogoče, da bi bil en ustrezno izobražen, kaj šele 2 ali pa 3, kolikor jih pač nek univerzitetni center mora imeti. Zato jaz mislim, da bi bila tukaj potrebna ena rešitev tega problema, je verjetno ena kombinacija na eni strani močne otroške kardiologije z interventnim pediatričnim kardiologom, ki lahko reši večino stvari, perkutano, torej brez klasične kirurškega posega. Potem en izobražen otroški kirurg, ki bi opravljal recimo neke rutinske, preprostejše stvari, ker večina jih je preprostih operacij, v kombinaciji z čim bližjim, čim boljšim centrom, kamor bi pa odpeljali lahko tiste, ki potrebujejo zahtevnejšo operacijo, in pri tem bi mogli pač seveda požreti dejstvo, da je to pač drago in je treba plačati in je to pač del naše majhnosti. Jaz mislim, da taka kombinacija je edina rešitev. Vidimo, da drugih rešitev niso, probali že vse, pa ne deluje, če pustimo ob strani vse probleme z egomanijo in egopatijo, psihopatijo in tako naprej. Kako pa ocenjujete pravzaprav zdajšnje stanje? Reševanje se je odvijalo dolgo, iskanje rešitev je bilo zelo raznoliko, stanje pa še vedno ni optimalno. Zdaj morate vedeti, da je neka taka preživetvena strategija kliničnega centra, nažalost, je, da ko nastane problem, se hermetično zaprejo. Tako da v bistvu trenutno nimamo pravih in objektivnih informacij, razen tega, da seveda nekdo z neko formalno težo se usede pred kamero in reče, vse je v redu. Torej, ljudem ne preostane drugega, kot da temu verjamejo. Po mojih informacijah, kolikor jih imam, seveda je daleč od tega, da bi bilo vse v redu, kajti za stabilno področje, kjerokoli v medicini, morate imeti zagotovljeno kontinuiteto. To pomeni, da morate imeti tam stalno ljudi, ki so kompetentni, ki hodijo na vizito. Pri otroških prirojenih srčnih napakah je pa še izjemno pomembno, da ti ljudje otroka spremljajo skozi daljše obdobje, skozi leta in leta, ker pri nekaterih je potrebno recimo ujeti ustrezen trenutek, ko je otrok dovolj težak, dovolj star, dovolj velik, da je operacija uspešna, varna, dolgoročno. In če ljudje prihajajo, tuji kolegi iz Hrvaške, iz Bosne, za teden ali pa 2 in se tako menjavajo, jaz ne vidim tukaj neke zagotovljene kontinuitete, ki bi zagotavljala varnost teh otrok in pa tudi varnost svojcem in mir na dolge proge. Trenutno jaz mislim, da je to še vedno katastrofa na nacionalnem nivoju. Po drugi strani pa se človek vpraša, kaj takšna hermetična zaprtost največje zdravstvene ustanove na Slovenskem, ki se ji seveda pridružujejo tudi številne sistemske anomalije, nepravilnosti in seveda tudi koruptivni posegi, ki krnijo delovanje zdravstva. Kaj to pomeni za kakovost in varnost pacientov, bolnikov? Ja, nič dobrega, ne? Ker v bistvu vi morate vedeti, da normalne bolnišnice v normalnih državah, še posebej univerzitetne, čeprav v normalnih državah nekih razlika ni, so ustanove, še posebej, če gre za državne, javne bolnišnice, financirane z davkoplačevalskim denarjem, so odprte, komunicirajo z javnostjo, priznajo napake, omogočajo očiščenje, imajo varovalne mehanizme, imajo registre,
To je izjemno pomembno. Registre, v katerih se sledi, recimo bom povedal v primeru intervencijske kardiologije v Veliki Britaniji, je njihovo združenje nacionalno organiziralo register na ta način, da imajo na sedežu združenja server in potem so razvili software, ki je povezan v vse katetrske laboratorije in operater ob koncu posega ne more izvida sprintati, če ni vnesel vseh vidikov posega, vključno z zapleti. Tako da oni recimo v realnem času imajo vsak dan statistično obdelane podatke o stanju intervencijske kardiologije v Veliki Britaniji. Take registre, take podatke se lahko potem pošilja v Evropski register, stvari postanejo primerljive. Če pa si ti zaprt v nek, jaz včasih temu rečem terarij, balonček in verjameš samo temu, kar se v tem, recimo, tako imenovanem Truman Showu, vse poznate film, dogaja, potem si najboljši, hitro si najboljši. In če si ne postaviš ogledala s tujino, z razvitimi centri, potem ne moreš vedeti, kje si in na dolge proge je to, po mojem, pač pot v pogubo, ker kar vidimo, da je tudi preživetvena strategija slovenskih bolnišnic, je pometanje pod preprogo, čakanje, da veter neha pihati, da žvižgači utihnejo, če pa ne, se jih pa recimo toži. Če bi se recimo v tem trenutku znašli v vlogi, ko bi imeli možnost urediti razmere v slovenskem zdravstvu, kaj bi naredili najprej? Na katerem nivoju? Na vseh. Ne, na katerem nivoju bi se jaz znašel, recimo? Recimo v vlogi ministra za zdravje. Ima sploh možnost karkoli narediti? V teh pogojih ne. Se v teh pogojih tudi noben normalen človek ne bo hotel biti minister za zdravstvo. Za zdravje, jaz pravim za zdrave. Ker ne vem, če dejansko služi bolnikom. V takih pogojih, kjer si ti lahko samo lutka in ima pravzaprav fikus, ki tam stoji že 20 let več pravic kot ti, ker ga vsaj nekdo zaliva, v takih pogojih seveda ne moreš narediti nič. Si predstavljate, da bi recimo v takih pogojih, kjer zdravniško-dobaviteljska mafija dirigira politiko zdravstveno, nastavlja in odstavlja kadre, recimo bil mrevlje minister in bi čez noč spisal interventni zakon, ki bi zahteval znižanje cen vseh stroškov v zdravstvu in bi privarčevali recimo nekaj 100 milijonov, kar pomeni, da bi teh nekaj 100 milijonov odzeli zdravniško-dobaviteljski mafiji. Brez absolutne podpore torej politike in celotne nacije, se pravi davkoplačevalcev, tistih, ki to financirajo, ne pričakujete, da se bo v ministrstvu ali pa kjeremukoli drugemu vodstvenemu položaju približal normalen človek. Torej pravzaprav na politični ravni, verjetno tako na vladni kot na denimo v vlogi predsednika države, ne vidite pravzaprav nikogar, ki bi imel tolikšno moč, voljo in tudi željo, da bi spremenil karkoli, da bi omogočil odprtje okvirov za uvedbo sprememb. No, mislim, da ni to samo moje mnenje, se to vidimo iz dneva v dan vedno bolj, še posebej v zadnjih, rečemo, tednih. Ta vlada je, mislim, je to sploh vlada. To je cirkus, ki ga vodi Vaški Burkeš. Prišel je iz odrov ne nekih znanih gledaliških desk, ampak vaških burg, gasilskih veselic, se spremenil čez noč v predsednika vlade. Jaz mislim, da je on pač izjemno dobro, ampak samo grlo globoke države. In v teh pogojih tudi vsi ministri, saj če pogledamo, imamo ministrico, ki je bila izvoljena z, ne vem, oziroma dobila 400 glasov, niti ni prišla v parlament. Imamo drugega ministra, ki je podobno, mislim, da tudi dobil okrog 400 glasov. Mislim, za ministerske funkcije so politične, ni nujno, da si v parlamentu, ampak kakšna je to kredibilnost pred javnostjo, če te podpre recimo število ljudi, ki je enako enemu naravoslovnemu dnevu neke osnovne šole. Kaj pa poslanci? Poslanci, poglejte, nekateri opravljajo dobro delo. Pri tem ne bom se politično opredeljeval, ker pač jaz, čeprav mi očitajo politično opredelitev, nisem. Zagotovo pa lahko rečemo, da ne samo zato, ker sem zdaj strokovni sodelavec gospe Jelke Godec, ampak
lahko rečem, da je ona pač svojo preiskovalno komisijo naredila do zdaj v tem zdravstvu v zadnjih letih, recimo vsaj odkritje, ne sprememb. Zdaj, ostali poslanci, jaz jih na tem področju ne vidim. Tukaj je treba absolutno javno vedno okrcati stranke Socialnih demokratov, Desus in SMC. Zakaj? Milojko Kolar Celarc so dvakrat podprli na interpelaciji, ob tem, da vemo, da ni snižala cene nobenemu zdravilu pri pomočku na pravi storitvi, zdravniško-dobaviteljski mafiji z interventnim zakonom vrgla 136 milijonov, ni izpeljala nobenega centraliziranega javnega razpisa, kot je obljubljala, še ti z žilnimi opornicami je bil kartelno zminiran, ker so se pač vsi prijavili z višjimi cenami, kot so bile v razpisu sploh dovoljene. Skratka, tukaj gre za delanje norca iz državljanov, ob tem, da jih celo gledajo v obraz in se jim smejijo. Tako da trenutno postavitev in državnega zbora in vlade je en cirkus maximus globoke države, ki pa na srečo počasi, mislim, da vendarle odhaja in čez 5 do 10 let bojo mogoče možne tudi spremembe. Pravzaprav je zanimivo, da se doslej še nikoli niso glasno oglasili bolniki. Javnost je pravzaprav tista, ki bi imela pravico na tej ravni odigrati zelo aktivno vlogo in pomagati pri spremembah, jih spodbuditi. Pa do tega nekako ne pride. To sva sicer že omenila, pa vendar to ostaja tudi izziv za naprej. Bile so že določene pobude, ko naj bi angažirali javnost pri udejanjanju tovrstnih sprememb, zlasti pri preprečevanju korupcije, vendar odziva nekako ni bilo. Poglejte, v teh 7 letih je moja izkušnja, kakor se borimo za te žilne opornice in zdaj mogoče postaja tudi čas, ko se bomo širše, je moja izkušnja ta, da ljudje preprosto ne slišijo in smo že tisočkrat povedali to zgodbo. Recimo konkretno v žilnih opornicah sem jaz že naveličen samega sebe poslušati, medtem ko prideš na cesto in koga vprašaš, še vedno ne razume teh stvari. Ena stvar je, da ne razumejo, ena stvar je, da seveda ljudje imajo svoje probleme, jih zanima nekaj drugega. Vendar, kar mene preseneča, je to, da ta organiziran kriminal in ta sistemska korupcija v zdravstvu poteka za razliko od drugih, recimo, jaz tim rečem, projektov za zajem davkoplačevalskega denarja. Recimo, vidimo, da trenutno gradbeni mafiji ne gresta drugi tir, Karavanški predor, ponovno se postavlja vprašanje TEŠ6 in podobnih projektov, je zdravstvo stabilen plenilski poligon in ne bo šel stran. Vedno bomo bolani, zato bi v interesu ljudi mogli biti, da denar, ki ga pač eni tudi zelo težko zaslužijo, se vrnil nazaj njim, torej v sistem. Zakaj se to ne zgodi, ne vem, je pa vedno problem verjetno v tem, da je pač najprej moraš ljudi organizirati, potem jih moraš izobraziti, potem pa oni lahko zahtevajo. In to je to, kar mi počnemo. Pač, edino, kar rečem, je to, da sicer traja, vendar sem vesel, ker se pomikamo po stopnicah in so počasi, ampak vedno večji uspehi. Upam, da bojo enkrat ljudje pač ta trud prepoznali in nas ne samo malo pohvalili in trepljali po rami, ker pravzaprav mi to niti zaradi tega ne počnemo, ampak da bojo prepoznali, da gre njihov denar nekam drugam, v jadrnice, v vikende, na švicarske račune, v davčne oaze, namesto da bi se njim vrnil in bi tisti, ki žal pač potrebujejo recimo oskrbo v kliničnem centru, se vozili v modernih dvigalih, ležali na modernih posteljah, dobivali najboljša zdravila, torej bili obdelani z najboljšo opremo, ne vem. Enkrat bo prišlo do točke preloma, upam, da čim prej. Kakšno prihodnost napovedujete slovenskemu zdravstvu? Upam, morda 2 scenarija. Če pride do sprememb, ki jih predlagate, in druga verjetnost, če do tega ne pride, tako kot se je zgodilo vedno doslej. Poglejte, verjetno bo še nekaj časa trajalo,
da bojo pravzaprav, da še ne bo sprememb. To je povezano, tako kot sem prej rekel, z modernizacijo države. Dokler bo ta država zataknjena svetovno-nazorsko v 20. stoletju, dokler bo to samo severno-balkanska provinca, priznamo si ali pa ne govorim geografsko, ampak v moralnem smislu, v korupcijskem smislu, do takrat sprememb ne bo. Zdaj, kdaj bo prišlo do točke preloma, ne vem. Ko pa bo, pa lahko garantiram, da mladi kolegi, recimo moja generacija ali pa še mlajši, čakajo, da se to zgodi, čakajo, da jih neke postarane psihopatske korifeje v medicini pustijo pri miru, da lahko zadihajo in da lahko svoje potenciale razvijajo do maksimuma. Zdravniki smo ljudje, vsak ima svoje pluse, minuse, napake, ampak načeloma smo ambiciozni in načeloma smo šli v to zato, da bi ljudem pomagali, ne da bi kradli davkoplačevalski denar. Tako da jaz mislim, da ko bo enkrat zdravniški ceh, verjetno bo to bolj na mlajši generaciji, svoje bo mogla opraviti tudi zdravniška zbornica, ko bo ta ceh izpljunil gnila jabolka, ko bo to sposoben narediti, bo prišlo do prvih sprememb, potem pa jaz mislim, da v roku 10 let se da postaviti slovensko zdravstvo, oba univerzitetna centra nazaj na zemljevid Evrope in sveta, kamor sodita in si zaslužita, da sta. Vendar ne s temi ljudmi, ne s to vodstveno hrbtenico, ta se mora sesuti in pač potrebno je neko očiščenje.